lep pozdrav. Zdravstvo. Slovensko zdravstvo že več kot 10 let stagnira. Stroka sicer sledi svetovnemu razvoju, organizacija javne zdravstvene službe pa že 20 let ne sledi zahtevam, ki jih narekujejo dolgoročno načrtovanje, stroškovna učinkovitost in ekonomske zakonitosti plačevanja storitev. Kot da smo tudi v zdravstvu na stopni nedokončane tranzicije. In seveda najprej določiti mrežo javne zdravstvene službe. Že leta 1992 je zakon zapisal, da dokler ne bo mreža sprejeta, ni nobenih investicij v zdravstvo. 22 let je od tega, kaj vse smo investirali, stihijsko, pač tisti, ki so bolj izsilili svojo prednost. Mi nimamo tržnega elementa v slovenskem zdravstvu, da bi recimo ob neki tržni niši, bodi si splošna ambulanta v Zgornjem Kašlju ali potrebe onkološkega inštituta, se našel investitor, zasebni investitor, ki bi šel v ta projekt. Tega nimamo, zaradi tega je nesprejemljivo, da Slovenija nima dolgoročnega programa investiranja in sploh obvladovanja zmogljivosti javne zdravstvene službe. Niti nimamo definirano še doslej, kateri pa so tisti elementi mreže, ki se spremljajo in ki definirajo zmogljivost javne zdravstvene službe. To bomo vsekakor prvo naredili, in sicer to so kadri, prostori, oprema, kadri, vsi tisti regulirani poklici od zdravnikov do patronažne sestre. Prostori, tudi postelje po bolnišnicah in tako dalje, ne samo ambulantni prostori, operacijski, diagnostični in tudi draga oprema, tako terapevtska kot diagnostična. Vzpostavili bomo torej centralni register sedanjega stanja. Potem pride določitev idealne mreže, ki jo Slovenija finančno in kadrovsko zmore, da dobro funkcionira. In potem seveda v tretji fazi je treba določiti, in to bomo naredili, določiti program dograjevanja sedanjega stanja do idealnega stanja. In to bo trajalo seveda leta in leta, to usklajevanje. Pa vendarle, če recimo zdravnik potrebuje 10 let do izobrazbe po maturi, potem je treba za 10 let naprej načrtovati recimo vse kadre. Drugo, česar se bomo takoj lotili, je seveda vprašanje javnih sredstev za zdravstveno zavarovanje. Najprej je treba določiti zelo jasno in finančno vzdržno in strokovno sprejemljivo košarico pravic. Potem pristopiti k vprašanju sistema, ki ga imamo sedaj, kjer določene storitve so recimo 80% plačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 20% pa iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In ker je vse manj sredstev v obveznem zavarovanju, se ta delež seveda spreminja, ne da bi vi to opazite šele, ko se dvigne premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Te nejasnosti in tako ad hoc reševanje je seveda nesprejemljivo. Zaradi tega bomo, tako kot je sicer v Evropi, določili, da vsaka storitev ali sodi v celoti pod obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa pod prostovoljno zavarovanje, dopolnilno ali kakorkoli. In ko bomo seveda to določili, potem bo tudi lažje pristopiti k reorganizaciji plačevanja javne zdravstvene službe. Namreč doslej se še vedno je plačevalo bolj po kapacitetah, se je že pred leti pristopilo k plačevanju posamezne storitve, recimo operacije, pregleda in podobno, vendar je v zadnjih 5 letih vsa stvar zastala, razvoj ni šel naprej. To bomo pospešili tako, da bomo v skladu z vzorom stabilnih zdravstvenih sistemov vzpostavili sistem, kjer bo jasno določena cena zdravstvene storitve in pa tudi, kjer bo povsem jasno, da se
plačuje opravljeno delo. In seveda, glede tega opravljenega dela, veste, vam po domače povedano, za operacijo kolka, če čakate 3 leta, po 3 letih ne bo za državo operacija nič dražja, kot je danes, nič dražja, ampak morda celo bolj draga in tudi kvaliteta življenja ljudi bo 3 leta, tega pacienta bo 3 leta slaba. Tako da s tem se čakalno dobo nič ne prihranimo in ta sistem programiranega delovanja in plačevanja po nekem programu naprej določenem je nesprejemljiv. Plačevanje torej po upravljenem delu. In seveda potem smo pa pri reorganizaciji, zadnji točki reorganizacija javne zdravstvene službe in sicer treba je opozoriti, da v odnosu zdravstvena služba, pacient, uporabnik, moramo ohraniti socialno kategorijo, socialne dimenzije. To se pravi, da so vsi uporabniki imajo enak dostop do zdravstvenih storitev, ne glede na svoje ekonomske možnosti. V odnosu med Zavodom za zdravstveno zavarovanje, torej plačnikom in javno zdravstveno službo, ter v odnosu med delodajalcem in pa zaposlenimi v javni zdravstveni službi pa je treba vzpostaviti normalne ekonomske zakonitosti. Normalne ekonomske zakonitosti, kar seveda pomeni, da je plačna uravnilovka nesprejemljiva. Če nekdo naredi 3-krat več kot njegov kolega, mora imeti vsaj 2-krat večjo plačo. In seveda plačni sistem reguliranih poklicev bomo popolnoma spremenili in sicer mu dodali ekonomsko-tržne zakonitosti. In seveda temu sledi tudi, da je treba vodstvom javnih zavodov dati večja pooblastila in s tem tudi večje odgovornosti in izdelati strožji nadzor nad poslovanjem zavodov. Vzpostavili bomo torej razmere, v katerih bo javna zdravstvena služba tudi ekonomsko zainteresirana, da kakovostno upravi ves program, ki je potreben, dodatno spodbujene zmogljivosti pa trži doma in v tujini, kar omogoča direktiva Evropske unije o čezmejnem uveljavljanju zdravstvenih storitev. Hvala lepa.